Dober dan, dragi moji, na YouTube kanalu Planet ljubezni. Danes bom z vami delila dve resnici, dva stavka, dve modrosti, ki meni osebno vedno pomagata pri tem, kako se dvignem ven iz kontrasta, iz težave, iz problema, iz izziva. Najprej vas lepo vabim 19.3. ob 5. popoldne na ekskluzivno transformativno predavanje z Nenadom Petkovičem, trenerjem PEAT metode iz Beograda. Z nami bo tudi moja draga prijateljica Saška Einsidler. Mi je potrdila, da pride. Pisala sem tudi Ani Bučevič, če pride, ampak je odgovorila, da je zelo v gužvi in da trenutno ne more, da nekako naslednjo predavanje pa pride. To dela kreacija, to dela kreator. V glavnem greš čez vse blokade, čez vse strahove, ki jih imaš in enostavno kreiraš, uživaš na tej poti. Ja, tu sem si par stavkov napisala, da kaj ne pozabim. 19.3. ob 17. Pod videom bo v opisu videa link, kjer se prijavite, obvezne so prijave na to predavanje. Imamo še samo par prostih mest in na voljo je še nekaj VIP vstopnic. To me moja ekipa vedno opozarja, pozabiš povedati, da imaš VIP varianto tudi. VIP varianta pomeni od 3 do 4, od 15 do 16 se družite z mano in z Nenadom in naj jo lahko karkoli vprašate. 1 uro, 1 na 1 z mano in z Nenadom. Na voljo samo 10 kart, po ceni 50 evrov, predavanje je pa drugače 35 evrov do 12. marca, mislim, da potem ali do 10. marca, ne vem, zdaj ne me za besedo držati, bo vse pisali, potem se pa cena zviša na 45 evrov. Tako da, dajte pohiteti, mesta se zelo polnijo. Želela bi z vami podeliti tudi kak fascinantno, fantastično predavanje sem imela včeraj v Gornji Radgoni. Neizmerno sem uživala, lepo mi je bilo z vami, toliko vas je bilo, da so mogli dodatne stole še prinesti in polna dvorana, polna, nabito polna, sploh nismo mogli slikati, ker ni bilo prostora odzadaj, da bi vas vse zajeli na slikco, tako da fantastično, me veseli, da vedno novi prihajate, veseli me, da se odločate za to pot in res sem vesela in hvaležna vsakemu posebej, ki pride na takšno predavanje in verjamem, da se vas bo veliko odločilo tudi za Ljubljano. In zdaj pa gremo mi, se pravi, danes v današnjem videu bom govorila o tem, kaj lahko naredite takrat, ko se vam dogaja kontrast, se pravi, težava, problem, bolečina, bolezen in tako naprej. To sta dva stavka, dve modrosti, dve resnici, ki bosta za vas postale znanje, ko jih boste vadili, ko jih boste uporabljali in ko boste v enem trenutku tudi prisostvovali njihovi uresničitvi, manifestaciji tega, kar vam bom zdaj povedala in boste začeli v to verjeti. Vera v ta dva stavka je ključna. Se pravi, v trenutku kontrasta, to že vemo, je potrebno dvigniti vibracijo. Ko smo mi na nizkih vibracijah, jeza, ljubosumje, žalost, zavist, nemoč, obup, krivda, iz tu ven bomo kreirali samo še več tega. Se pravi, nujno je, ko se nam dogaja kontrast, težava, problem, izziv, jaz rečem temu učenje oziroma lekcija, kaj se imam tle za naučiti, jaz ljubim kontraste, ampak se bomo mi to lepo počasno učili. Še več pa se učimo v mojem programu Pot do sreče in notranjega miru. Se pravi, nujno je, da v kontrastu, ki še traja, mi dvignemo svojo vibracijo, ker vemo, da so vse rešitve na visokih vibracijah. In to, kar bom z vami danes delila, meni zelo še vedno pomaga in še vedno to uporabljam v trenutkih, ko se mi kontrast dogaja. Se pravi, se znajdem v situaciji, tule sem se čisto zapetlala v štrik od psa, v trenutku, ko se znajdem v situaciji, ki si jo ne želim, tako bomo temu rekli, ki si jo ne želim, ki mi ni ljuba, ki mi ni všeč, ki me boli,
ki bi si jaz želela, da je drugačna. V takih trenutkih uporabim ta dva stavka, te dve modrosti. In zelo so mi ti dve modrosti, ta dva stavka v doprinos, da se dvignem svojo vibracijo med samim kontrastom, ki se še vedno dogaja. Ok? Je razumljivo? Napišite mi odspodaj, prosim, v komentarje. V prejšnjih videih smo že povedali, da ravno v kontrastu odpošljemo željo. Naša želja je odposlana. Se pravi, kam jo odpošljemo? V prostor, kjer je že vse skreirano, kjer je že vse manifestirano, kjer je že vse uresničeno. Nikola Tesla je temu rekel kvantni prostor. Jaz temu rečem, za mojo lažjo predstavo, to je čisto moje, se pravi, obstaja v oblaček na nebu, kjer je že popolnoma vse moje želje so že uresničene. Čisto vse. In zato vam jaz pravim, da so, pogledajte si tisti prejšnji video, star video o kontrastih. Zato vam pravim, da kontrast je sestavni del kreacije, tega cikla kreiranja, manifestiranja, ker ravno v kontrastu, ravno ko se nam težava, problem, izziv, bolečina, bolezen dogaja, mi največ želj odpošljemo v ta oblaček. Ok, je razumljivo? V redu razlagam, napišite mi, prosim. Največ želj odpošljemo v ta oblaček, kjer je že vse uresničeno, skreirano. In predlagam vam tudi, da se vrnete na video Rešeno je, ga imate tudi na kanalu, na star video z naslovom Rešeno. Se pravi, odpošljemo željo v oblaček, v kvantni prostor, v vortex, kjer je že vse uresničeno, kjer je že vse rešeno. In zdaj nam šla v globine vsega tega, ker verjamem, če ste z menoj tu na kanalu, da že vse to razumete. In lahko vam še edino to povem. Naše življenje je percepcija tega, kako mi gledamo na določeno situacijo. Ok? Se pravi, moj pogled ustvarja mojo resničnost. Gre 10 oseb gledati isti film, vseh 10 oseb bo drugače povedalo vsebino ali pa kaj je dobilo od tega filma. Moj pogled ustvarja mojo resničnost. To si napišite nekam, počrtite si. Se pravi, lahko rečem, da je moja sreča ali pa moja nesreča ali pa moje dobro počutje ali pa moje slabo počutje odvisno od tega, kako gledam na določeno situacijo. Je to razumljivo? Ok, gremo naprej. Se pravi, ni osebe na tem svetu, ki ne bi imela strahov, ki ne bi imela obupa, ki ne bi občutila krivde, ki ne bi bila žalostna. Ampak ravno to, kako oseba gleda na te situacije in ta notranji dialog s samim seboj, ki ga ima oseba takrat, vplivajo na to, kakšne akcije, korake bo ta oseba naredila in na koncu kakšne manifestacije bo doživela. Gremo še enkrat. Če sem jaz v jezi, če sem jaz v žalosti, če sem jaz v obupu, če sem jaz v občutkih krivde, če sem jaz v ljubosumju, paste, bojo moji koraki, moje akcije, moja dejanja popolnoma drugačna, kot pa če sem jaz v ljubezni, v razumevanju, v sočutju, v nežnosti, v hvaležnosti. To nam je jasno. Ok? Popolnoma drugačni bojo moji koraki. To 10-krat poslušajte, ker od tega je odvisno vaše življenje, kaj ga živite, kar sem vam zdaj povedala. Se pravi, najprej vam bom predstavila en stavek. Prvi stavek,
ki ga lahko uporabite takrat, ko bi želeli, da je situacija, dogodki drugačna, kakršna se vam trenutno dogaja. Se pravi, ko boste želeli, ko pride do kontrasta, ko pride do bolezni, ko pride do izziva, ko pride do kreganja, ko pride do česarkoli, kar vam ni všeč. In to je stavek. Zapišite si. Vse se dogaja za mene. Ali vse se dogaja meni v prid. To je popolnoma drugače, kakor stavek. Zakaj se meni to dogaja? Zakaj se meni to dogaja? A čutite vibracijo, čutite energijo? Zakaj se ravno meni to dogaja? Zakaj se je meni to zgodilo? Zakaj sem jaz zbolela? Zakaj je mene partner prevaral? To je stavek, ki ga uporablja žrtev. Človek, ki je v vlogi žrtve. Mi, kreatorji, ki smo skupaj na tem YouTube kanalu in na mojih predavanjih in ki ste v mojem programu, pa uporabljamo stavek, vse se dogaja za mene. Tu notri je prikriti blagoslov, ki ga trenutno še ne vidim. Vse se dogaja meni v prid. In to je že popolnoma drugačna vibracija. In en tak stavek, vse se dogaja za mene, vas v trenutku dvigne na višjo vibracijo. Ker vaš pogled na kontrast ustvarja izid tega kontrasta. Ok, vaš pogled. In ko se vam nekaj dogaja, kar ne želite, nekaj, kar gledate kot kontrast, kot izziv, kot problem, kot težavo, v tistem trenutku si rečete, to se dogaja za mene. To je prikriti blagoslov. Dogaja se meni v prid. In poglejte razliko med tem stavkom ali pa stavkom, zakaj se to meni dogaja? Zakaj se je to meni zgodilo? Ubogi jaz. Okay. Ta stavek vam lahko spremeni življenje. Kakor tudi stavek, ki sem ga že omenila. Problem je prikriti blagoslov. Imate lepo opisano v eni izmed knjig Neil Donald Walsha. Problem je prikriti blagoslov. Ok, zapišite si ta stavek. Se pravi, meni se je enkrat eden od odzadaj v avto zabil. Jaz stojim na križišču na rdeči luči in on se odzadaj zabije v moj avto. In jaz čisto v miru. To je prikriti blagoslov. Kaj se tu dogaja za mene? Grem ven iz avta, gospod, joj, gospa, oprostite, čisto vam stovku avta, ne, tako noti je bilo, pa vrata se niso dala od kuferanga odpreti. Mislim, da gre zelen traktor, tako da bom malo nehala to, da kuške primem, da grem mimo, pa pol nadaljujemo. Da ne bo kaj. Ok, malo počakajte, ostanite z mano, pa si pogledajte, tule nekaj delajo. Samo malo. Ok, sem že z vami. V glavnem vsega se boste navadili za mene. Veste, kako je lepo. Reka Savinja. Jaz imam danes čist na poln dan coachingov in posvetov in glih sem govorila z eno gospo. Je reka, Nataša Brco v Rici mi dala, pridem na tvoje predavanje v Ljubljano, ti si moja ljubica, jaz tebe toliko rada poslušam, poznam me pa 14 dni me srečala, 14 dni nazaj na Facebooku. Ne. In to dela energija, to je lepo to. Tako življenje je meni res fascinantno. Se pravi, ostali smo pri avtomobilu. En se mi zabije od zadaj,
jaz stopim ven iz avta, to je prikriti blagoslov. To se dogaja za mene. V tistem trenutku še nisem ne vedela, ne videla, ne nič. Ampak ostajam v miru, ostajam v visoki vibraciji. Tudi, če bi se razburila, pa tudi, če bi padla v ta kontrast noter, bi se lahko s tem stavkom pol dvignala vibracijo. In kaj se izkaže, midva grema pol na kavo, naredima tisti evroobrazec, kaj je tisti zapisnik. Gospod je iz podobne firme bil, kar jaz urejam okolice, zrihtal ful strank, tist je samo ven iz kuferanga se popravil, jaz pa okoli 2000 evrov od zavarovalnice dobim. A vidite, prikriti blagoslov v kontrastu. Bi lahko človek rekel, sam jaz ga že nisem videla kot kontrast. Ne? Se pravi, s tem stavkom ne gledaš več enako na problem, na izziv, ampak se zavedaš, da so to prikriti blagoslovi. Okay. Ali pa tista vrata, ko se vam zaprejo, so vedno usluge vam, dragi moji. Vaša usluga se vam naredi za vas. Sam je treba to videti, zato je pa treba iti na visoko vibracijo, ker na nizki vibraciji boste vi občutili jezo, žalost, zavist, obup, krivdo, nemoč, zaradi tega, ker ste ostali brez šihta. Dvignete svojo vibracijo, ali pa zaradi tega, ko vas je partner zapustil. Ko pa dvignete svojo vibracijo, boste pa videli, da je to gor naredil vam zelo veliko uslugo. Ok. In se pravi, mi v trenutku problema, kontrasta, izziva, bolečine, bolezni ne vidimo širše slike. Vse širše slike ne vidimo. In smo tako tisti fijakarski konji, ostala sem brez službe, prevaral me je, partner me je zapustil, samo to trajblamo. Ne, treba je širšo sliko pogledati. To se dogaja za mene, to se dogaja meni v prid. Najprej na začetku verjamemo v te stavke, ko vam jih govorim. To je ključno. Da verjamete to, kar vam govorim. Govorim vam pa popolnoma iz lastnih izkušenj, drugače vam to ne bi govorila. Se pravi, to, kar živim, to delim z vami. Tisti, ko me v živo imate priložnost spoznati, veste, ker takrat čutite mojo energijo, me imate pred seboj, tisti, ko me že dalj časa poznate, veste, kaj vse sem pretransformirala in veste, da govorim točno to, kar živim in kar sama uporabljam in kar pri meni deluje in z vsem srcem si želim, da bi tudi vi uporabljali, pa da bi tudi pri vas delovali. Se pravi, zdaj ste vi slišali, samo da si vodo vzamem, zdaj ste vi slišali eno informacijo od mene. Ta stavek je informacija. In zdaj rabite vi v njega verjeti, da bo ta stavek postal vaše znanje in navada. Ok, da boste za vsako kontrast, vam bo nekaj v glavo prišel, reči stavek, to se dogaja za mene. To se dogaja meni v prid. Tu je prikriti blagoslov. Tako to gre. Se pravi, vate. In ko dobite recimo neko diagnozo, kakršnokoli, to se dogaja za mene. To se dogaja meni v prid. To je prikriti blagoslov. Ne, jaz sem Boga, kaj sem zdaj dobila. Ne, kaj se lahko iz tega naučim? Kaj se rabim iz tega naučiti? Ne vlogo žrtve, ne zakaj se je pa to meni zgodilo. In poskusite naslednjič, to se dogaja za mene. To se dogaja meni v prid. In v tej veri, to se dogaja za mene, boste svojo vibracijo zadržali na vibraciji rešitve. In hitreje videli, hitreje se boste soočili v resničnosti, v realnosti s tem, da se to res za vas dogaja. A je razumljivo? Dajte kak komentar pustiti spodaj. Kakšne srčke imam jaz rada, pa da mi napišete mogoče skod ste in tak naprej. Drugi stavek, zdaj smo pri drugem stavku, drugi stavek, ki vam lahko tudi zelo pomaga, ko recimo
Zgubite službo, partner vas prevara, dobite diagnozo. Vrnite se na star video v kontrastu, se pravi, želite si biti zdravi, želite si novo službo. Želja je že zmanifestirana, ker čas ne obstaja, dragi moji. In kar se dogaja zdaj, pejte pogledati stare video v tem, v videu Rešeno je, že obstaja v eni drugi realnosti, kjer živimo nasprotje tega, kar se nam dogaja v kontrastu. Razumete to? Se pravi, dogaja se mi kontrast, težava, partner me prevara, službo zgubim, v avto naredim totalko, bla, bla, bla. In nekje zraven mene, istočasno, če zdaj uporabim čas, je druga realnost, v kateri se to ne dogaja, ker imam novo službo, ker imam partnerja, ki mi je zvest, ker se razumem z otroci, ker sem zdrava, ker imam finančno obilje. Istočasno se dogaja. Se pravi, in če želimo mi iz te realnosti, ki nam ni všeč, iti v drugo realnost, pol ne smemo več ustajati z mislimi, z občutki, z besedo v tej realnosti. Se pravi, drugi stavek, nisem več tam. To je pa drugi stavek. Se pravi, nisem več v kontrastu. Nekaj se zgodi, ok, vi se s partnerjem pomenite in tako naprej. Potem pa greste z mislimi, z svojim fokusom, svoj fokus usmerite v drugo realnost, v življenje, v situacije, v dogodke, ki bi jih želeli živeti. To je zelo pomembno, izpišite si to. Se pravi, in gremo svojim fokusom že na ekspanzijo, že na uresničeno željo in že na tisto, kar si želimo. V realnosti, na primer, s pomočjo vizualizacije, to je super tehnika, imate tudi video, kjer lahko v situaciji, ki vam ni ljuba, ki si jo ne želite, se vklopite v drugo realnost tako, da začnete vizualizirati. Ok, in vse je že manifestirano, dragi moji, vse je že rešeno. Da pa spet gre traktor. Bomo mogli malo počakati. In samo malo, da iz puške primem, da ne bo kaj. Počakajte, ostanite z mano, spite kavico, čajček, sokeca. Evo smo na gradbišču. Se pravi, imam težavo, imam problem, me je strah, sem v kontrastu. Ne biti več tu, bodite tam, kjer si želite. Nisem več tu, si rečete. In to se je že zgodilo. Pojdite naprej, pojdite v to, kar si želite živeti, to, kar si želite doživeti. In ko boste to razumeli, ko se vam zgodi kontrast, se v istem trenutku postanete, ko se vam zgodi kontrast, v istem trenutku, zavedno ali nezavedno, zavestno ali nezavestno, zavedno ali nezavedno, odpostavite željo, da se vam začne dogajati ekspanzija, da bi prišli do rešitve. Razumete? In vi ste... Hopala! Porka, duš, daj tam je. Lili. Aha, ta mala ima kilo pa pol, pa ta več ga... Ne. Same neke destrukcije danes. Glavne, da vidim, kaj sem si še napisala. Se pravi, obstaja, to si jaz pišem zvečer, zjutraj, preden posnamem video, da grem v sebe in da vam res probam čim več tega dati. Ok. Obstaja ekspanzija, oziroma obstaja realnost nasproti te, ki si jo vi ne želite. Se pravi, obstaja realnost, rešeno je. Na to temo imate video. Zaprimo oči in poskušamo videti realnost, ki si jo želimo. Ok. In zakaj se pa še zadržujete v realnosti, ki si jo ne želite? Čisto simpel. Simpel kot pasel. Se pravi,
Pejte v vortex, pejte tja v energijo tistega, kar si želite in ne ostajati v energiji tistega, kar si ne želite. Se pravi, drugi stavek, nisem več tu ali nisem več tam in gremo zavestno v drugo realnost, kjer je naša želja že uresničena, kjer ni več problema, kjer ni več kontrasta, kjer ni več bolezni in tako naprej. Zelo bom vesela, če imate kak svoj stavek, da ga tu od spodaj napišete, da bi pomagal še večjemu številu ljudi. Se pravi, v komentarje napišite svoj stavek, s katerim stavkom si pa vi pomagate. Takrat, ko pride do izziva, do kontrasta, do bolezni, do bolečine, do pomanjkanja denarja in tako naprej. Se pravi, prvi stavek, to se dogaja za mene, vam lahko pomaga, da spremenite svojo vibracijo in greste po to, kar si želite, in stavek, nisem več tam. In ta dva stavka, no, pokaž se malo, gre zdaj k frizerju. Ta dva stavka vam lahko spremenita življenje, če jih boste uporabljali, če tudi moja, ja. Če jim boste verjeli, če boste imeli vero v te stavke in če jih boste vadili. Pa, pa.